Dobrodošli v podkastu na domovina.je. Tokratna vroča zgodba pa bo v znamenju šolskega sistema in šolstva nasploh. Pa najprej, da kar predstavim našo gostjo. No, in naša današnja gostja je gospa Lea Colner, učiteljica razrednega pouka, vizionarka na področju izobraževanja in ženska, ki je slovenski šolski sistem zamenjala za skandinavskega, če smo čisto natančni, za švedskega, in tam celo zablestela. Za inovativne pedagoške pristope je že v času študija prejela Prešernovo nagrado, nato pa jo je pot vodila, kot sem že omenil, na Švedsko in tam je preživela 15 let. Tam je od vzgojiteljice in učiteljice izjemno hitro napredovala do ravnateljice mednarodne dvojezične šole na severu Štokholma. Njena šola se je uvrstila celo med 100 najbolj navdihujočih šol na svetu na področju trajnostnega razvoja. Lea Colner pa je bila prepoznana kot tudi vodja leta v največji mreži zasebnih šol v severni Evropi in celo nominirana za ravnateljico leta na Švedskem. Zdaj ste se vrnili v Slovenijo in na naš izobraževalni sistem gledate, lahko rečem, takole skandinavskim pogledom in skandinavskimi očmi. Tako da, Lea, dobrodošli nazaj v domovino. Pa verjetno si bo marsikdo zdaj, ki tole gleda, vprašal, zakaj je tako sposobna učiteljica, celo ravnateljica, se vrnila v Slovenijo, ker vemo, da je zelo vihravo stanje zaenkrat. Kako ta vrnitev, če greva najprej nazaj v Slovenijo? Ja, najprej in lep pozdrav, hvala za povabilo. Vrnitev v Slovenijo je v resnici bila v meni že nekako začrtana, ko sem se odločila, da se selim na sever. Vedno je bila v meni ta želja, da soustvarjam tudi slovenski šolski prostor in prostor kot tak. In kljub temu, da mi v resnici se mi zdi na koncu je zelo malo ljudi verjelo, da se bom še vrnila v Slovenijo, zlasti po vsem, kar sem živela in doživela na severu Evrope, sem se v določeni točki odločila, da pač potegnem črto in sem iskrena do sebe in si rečem, da tudi temu dam priložnost. Ja, zanimivo, ne? Marsikdo bi si mislil, Švedska, Norveška, Finska, stabilne države z visokim BDP-jem, udobno življenje, sploh, če imaš poklic vašega kova, ki ga tam zelo cenijo, vedno bolj, učiteljev bojda tudi primanjkuje. Tako da vrnitev nazaj v Slovenijo, kako zdaj doživljate ta prostor, pa bova potem se vrnila nazaj k vaši študijski poti in pa profesuri. Ja, seveda vrnitev je zahtevala en velik pogum na nek način, zlasti, ker na sever, ko sem odhajala sama zaradi ljubezni. Zdaj smo se vračali v Slovenijo, seveda kot družina in večkrat premisliš, ali je ta korak smiselen, zlasti, ko si že del nekega sistema, si zasidran, imaš neko rutino, neko varnost, da vse postane na nek način zelo pričakovano. Pa ravno to se mi je zdelo, da me tudi žene v neko novo pot, neko novo smer. Sem človek, ki išče neke avanture v tem kontekstu, da ne rabim nujno neko varnost in stalnost ves čas ob sebi, da lahko ustvarjam. Se mi zdi, da ravno takrat postanem ustvarjalna. Vsekakor pa z družino večkrat premisliš, veš, da greš nekim novim izzivom naproti in želela sem ujeti še na nek način zadnji vlak, da otroka ne bosta, že pa vsem najstnika in da ujamemo tudi ta socialni kontekst za njiju v slovenskem prostoru, da imata možnost se zasidrati in hkrati doživeti tudi ta del sveta. Ja, zapomnim sem se v enem izmed vaših intervjujev, nekaj ste jih imeli že malega za slovenske medije, namreč da vas je sin vprašal, mami, kaj so to korenine v smislu narodnosti. Ne? Zanimivo vprašanje, ne? Glede na to, da ste pedagog, kako to potem pojasniti. Ne? Imate namreč 2 sinova. Ne? Ja, v resnici jaz sem vedno črpala svoj navdih tudi ravno iz teh korenin in tudi odnos do vzgoje mojih otrok je bil vedno zelo iskren v tem kontekstu, da prihajam iz Slovenije, da govorim slovenski jezik z njima, vedno je bil to velik del mene in si mi je zelo pomembno, da jima to predam. Seveda si na nek način omejen v okolju, kjer otroci seveda odraščajo obdani z drugimi jeziki in seveda, da je mora biti edino
moj stik z jezikom ravno to, da ima omogočam nek stik tudi s koreninami, ki jih nosite v sebi. Tukaj smo videli zdaj 2 fotografiji za te nagrade, ki ste jih prejeli na Švedskem, torej za šolo leta in pa za ravnateljico leta. Ne. Kako je se v bistvu začela ta vaša pot? Kako sploh ste lahko postali ravnateljica na Švedskem? Verjetno zahteva to neko švedsko izobrazbo tudi, ne samo nostrifikacijo neke slovenske diplome. Predvidevam. Ja, seveda odgovor je večplasten in kompleksen, da bi mogoče potrebovali malce več časa. Ampak vsekakor, moja pot se je, tako kot ste omenili, začela v vrtcu na severu, kjer sem tudi iskala službo. Nekako se mi je zdelo, da grem po tej poti, da se mi zdi naravno, da spoznam sistem, spoznam jezik, kulturo in hkrati seveda nostrificiram svojo izobrazbo. Rabila sem zaključiti študij švedščine na univerzitetni ravni, da sem lahko sploh svojo izobrazbo priznala. In potem zelo hitro so me na Švedskem zaznali, iz vrtčevskega okolja so me hitro potegnili v šolsko okolje, ker sem začela poučevati že po dobrem letu in pol. In potem postala tudi vodja tima in velik del časa tudi preživela kot del vodstvenega tima šole. In potem je splet okoliščin različnih pripeljal do tega, da me je sodelavke tole? Ja, in sodelavec v ozadju. Ja. Da so me pač potem povprašali, če prevzamem ravnateljevanje šole. Uporabili ste besedo zaznali so me, ne? To mi je sila zanimivo, ne? Kako lahko nekdo v tujini, večkrat slišimo to zgodbo, ne? Če si dober, če si priden, če imaš neke vrline, veščine, da te hitreje lahko zaznajo kot tukaj. Kje je zdaj ta največja razlika? Je to ta neobremenjenost, da ni toliko tekmovalnosti? Se tudi Švedi imajo nekaj pregovorov na to temo, ne? Prideva še tudi do tega, da nisi sam na svetu, ne? Da nisi sam najboljši in edini. Ne? Je to ta del miselnosti, da vidijo potencial zelo hitro? Ja, jaz bi absolutno mogoče to izpostavila tudi kot neko prednost švedskega sistema, ker v resnici to tekmovalnost vidijo nekako širše v tem kontekstu, da se lahko podpremo, da skupaj smo zmagovalci, pri tem, ko na poti snujemo nekaj, če v šolskem kontekstu, pač nekaj za otroke. In v meni so na nek način zaznali zelo hitro to pač željo, to znanje, to kreativnost po soustvarjanju šolskega prostora, ki ga vidim mogoče malo širše kot zgolj to, da si del samo nekega razreda in ustvarjaš tam, kar je tudi zelo pomembno. Seveda je tudi to en velik prispevek, ki ga vsak, ki je vsakodnevno v tem kontekstu, dodaja v mozaik vsega. Mene je pa vedno zanimal ravno ta mozaik, ta celota, kako mi kot tisti, ki snujemo šolski sistem, na nek način prispevamo k družbi, k boljšemu vsakdanu otrok, družin in seveda ne nazadnje družbe kot take. Kako je zdaj pravilna izgovorjava? Vitra, to mi še gre, ampak Rosjotrp? Rosjotrp? Kako? Rhjotorp. Bi moral kar trenirati. Lahko še enkrat ponovite, prosim. Vitra, Rhjotorp. Rhjotorp. H je jezero. Rh je jezero, ki je tiko v naši šoli bil. Rhjotorp se imenuje. Rhjotorp. Ja. No, zdaj pa gre. Zdaj pa gre. Ja. Tole je začetek ali konec šolskega leta? Tole je zaključek šolskega leta, kjer nekako zaokrožimo celoto leta. Na Švedskem se šolsko leto zaključi tam ponavadi okrog 10. junija in potem že tam po 10. avgustu že učitelji pridejo v šolo. Kratke počitnice. Ja, na nek način hkrati so enako dvomesečne za otroke, ampak vedno znova v avgustu se mi je zdelo, da nekaj ne štima. Ampak tudi vi ste imeli zelo malo časa za odločitev, ne? Da ravno začelo se šolsko leto, ne? To je bil mesec junij ali kako je že bilo, ko ste potem se morali na hitro odločiti, ali sprejmem ta izziv ali ne. Povejte nam to zgodbo. Selitvijo. Ja, jaz sem v času prvomajskih počitnic v Sloveniji sem bila zaposlena v eni od osnovnih šol
In potem je nekako nastala nek preskok med tem, ali se odločim, da dam priložnost temu, da odidem na sever Evrope. In sem potem v času prvomajskih počitnic odšla na razgovor na Švedsko, prijavila sem se na eno delovno mesto, na službo. No in potem prišla nazaj, moje petošolce v Sloveniji odpeljala v šolo v naravi in tam prejela klic strani ravnateljice, da me z avgustom čaka služba na severu Evrope. In se spomnim, da sem dobesedno obstala tam v sobi hotelski. In nekako mi je res v trenutku prišlo v misli, da mogoče sem sam pač poskusila za malo za hec, šla na razgovor in hkrati sem vedela, da si želim ta preskok narediti. In če ne drugega, pač preizkusim nekaj novega, nek nov sistem, se naučim in se še vedno lahko vrnem. Ampak že za časa študija v Ljubljani na pedagoški fakulteti ste za diplomsko nalogo uporabili tale storyline. Zgodba, ki ste jo potem seveda razvijali in sprida verjetno uporabljali tudi na Švedskem. Zaupajte nam, zakaj pravzaprav gre in odkje dejansko izvira to učenje s pomočjo zgodb. Ja, v resnici sem že v času del študija preživela na Švedskem, kjer sem študirala in potem sem se tam srečala s pristopom Storyline, ki pa originalno primarno prihaja iz Škotske. In takrat sem se odločila, da potem kot del mojega raziskovalnega dela v okviru diplome dejansko raziščem sam pristop Storyline in da ga poskusim tudi implementirati v slovenski šolski prostor. Gre za celosten način k poučevanju, torej zelo interdisciplinarno pristopiš k učenju. Na nek način poskušaš učni načrt povezati, da deluje celostno, vzajemno, če se le da, povezan z vsakdanom otrok in seveda z aktualnimi temami, ki se dogajajo okrog otrok, kar pomeni, da otroke postaviš v nek kontekst, če slučajno, ne vem, če se obrnem v moj čas poučevanja v Sloveniji, recimo, sem v 5. razredu pri predmetu družba, kjer smo imeli naravne enote Slovenije, v resnici skozi celo leto poučevala s pomočjo pristopa Storyline in smo se dejansko postavili v te naravne enote. Otroci so postali zaposleni na turističnih agencijah, kjer so morali razvijati potem različne torej pač geografske značilnosti in druge značilnosti kulinarične teh enot in spoznavali potem to pokrajino na drugačen način in hkrati vključevali matematiko, naravoslovje, tuji jezik, tako da nek kompleks celote. Torej, če bi bili zdaj ravno ta hip, ko se dogaja ta zgodba poleta okoli Lune in nazaj na Zemljo, verjetno bi to lahko lepo vključili z otroci skupaj, da spoznavajo recimo Luno, planete, morda kakšen del fizike tudi. Vsekakor in res močno upam, da učitelji to zdaj delajo v vseh razredih in povsod, da uspejo, ker se mi zdi iz različnih pogledov lahko zelo osmislimo vse, kar se dogaja okrog nas vsakodnevno. In vedno znova, tudi zdaj, ko predavam po Sloveniji, govorim učiteljem, upam, da učence sprovocirate na ta način, da jih vprašate zlasti na predmetni stopnji, ker ta povezanost žal se mi zdi je še toliko manjša kot mora biti na razredni stopnji, da si predmetni učitelji dovolijo in rečejo, kaj ste imeli pri prejšnji uri, na kakšen način lahko pri tej uri to znanje uporabite, povežete, kako lahko izhajamo mora biti iz tega, kar ste tam spoznali tudi pri tej učni uri. Kako proste roke potem imajo učitelji na Švedskem, glede na to, da vemo, da pri nas nekako je vse vezano na učno gradivo, na neke programe, ki jih morajo v narekovajih seveda potem izvajati učitelji, ker je tudi za stvar improvizacije, tudi to je velika vrlina lahko učitelja. Ampak kako svobodni ste tam pri podajanju znanja, kaj se mora učiti in koliko svobode vam nudi učilnica? Švedski šolski sistem je absolutno mnogo bolj avtonomen, kot je slovenski, kljub temu, da v Sloveniji
se veliko učiteljev poistoveti s tem, da so zelo avtonomni v svoji vlogi, da imajo to možnost razvijati te pedagoške prakse na nek način skozi prizmo svojih pristopov, ki jih vidijo aktualne in smiselne za določeno skupino otrok, ki jih poučujejo. Pa vendar, včasih se malce pohecam, da tudi če celo življenje živiš v Severni Koreji, pa si misliš, da to je moja svoboda, ki jo imam. Ja, hkrati ne vidiš nekih novih razsežnosti in seveda mojih 10+ let življenja in delovanja v švedskem sistemu je seveda prineslo tudi to, da vidim, da je avtonomnost šole lahko bistveno drugačna. Na Švedskem je seveda že z vidika tega, da ni normativov v šolskem prostoru, tudi delo ravnatelja ni vezano na nek mandat, torej si nepolitično na nek način na tej poziciji, res gre za profesionalno vlogo in z vidika učiteljev pa seveda učitelji večinoma formativno ocenjujejo, manjši poudarek je na končnem sumativnem ocenjevanju. Avtonomija se kaže tudi v tem, da ni določenega števila ocen skozi šolsko leto, ki jih morajo pridobiti, ampak se zaupa učiteljem. Učitelji ne rabijo pisati dnevnih priprav, ker struktura šole na nek način in sistema omogoča to fleksibilnost. Do katerega leta ni ocenjevanja? Starosti? V 6. razredu dobijo učenci na Švedskem ocene, ampak tudi znotraj vsakega šolskega leta, kot je v Sloveniji, za posamezni predmet je določeno število ocen, ki jih morajo skozi šolsko leto dobiti. Na Švedskem pač to ni določeno, ker se zaupa učitelju, on bo pač formativno spremljal, bo točno vedel, kje je otrok, kakšno končno oceno bo otrok imel. Kako pa potem vedo starši, kako napreduje njihov otrok? Kako poteka ta komunikacija, glede na to, da seveda vsak učenec ima neke talente, nekomu leži matematika bolje, nekomu malo manj, Kako je s tem? Na Švedskem formativno spremljaš otroka večino časa in točno veš kot učitelj in jaz kot ravnateljica, mi smo imeli model rednega, sistematičnega spremljanja kvalitete dela v šoli, tako da se redno srečuješ s svojimi zaposlenimi, kar pomeni večkrat tedensko v resnici. In z vidika staršev je pa sistem organiziran tako, da 2-krat letno učitelj sreča starša in otroka na individualnem sestanku, ki poteka ponavadi 1 uro, odvisno od specifik posameznega otroka. Ta sestanek je ponavadi voden strani otroka in nekako otrok prevzame to odgovornost za svoje učenje in hkrati je učitelj tam, ki potem seveda moderira, pomaga pri tem, ampak nekako pove, kako otrok sam, kako mu gre in tudi razvija se to razmišljanje, da seveda skozi leto starši vedo, kje otroci so, ker se ves čas na nek način povezuješ s šolo, s domom, hkrati pa je šola nek odprt prostor, kjer si želiš, da starši povprašajo, vidijo in seveda gre za neko zaupanje, da mi strani šole absolutno pravočasno dosežemo starše, če je potrebno, če čutimo, da bi otrok slučajno imel nek primanjkljaj. Vi ste delovali na dvojezični šoli. Tudi to je poseben izziv. Verjamem pa, da je mogoče bilo za vas to celo lažje, na nek način, da ste se malce vdahnili kakšen dan. Ampak vloga ravnatelja, kako je pa potem, vemo, v Sloveniji radi slišimo govorilne ure, pa bom kar direkten, pa grožnje celo z odvetniki in čudne stvari se dogajajo pri nas na določenih šolah, da ne bomo zdaj šli sicerati sistema, ampak kako vi, povejte nam najprej, kako je na Švedskem, pa potem, kaj se vam zdi čudno tukaj, recimo, da greva takole malo, da obrnemo kovanec najprej. Ja, šola, ki sem jo vodila, je bila dvojezična, torej angleško-švedsko govoreča šola. Mi smo včasih rekli, da govorimo swinglish. Smo se malce pohecali. Vsa dokumentacija je bila v švedščini in seveda smo sledili švedski šolski zakonodaji, švedskemu učnemu načrtu. Je pa polovica pouka potekala v angleškem jeziku, kar pomeni, da sem imela zaposlene z vseh koncev sveta, praktično v resnici skoraj z vseh kontinentov, tako kot tudi otroke in družine, ki sem jih imela na šoli, so prihajali z različnih koncev
sveta, kar pomeni tudi neko specifiko seveda v delovanju šole in tudi temu, da si izpostavljen na različne načine, kar je v neki kulturi mogoče bolj sprejemljivo in normalno, v drugi ponovno ni. In si kot ravnatelj ves čas na nek način v tej vlogi, da iščeš seveda neko najboljšo možno pot za otroke, ki jih imaš na svoji šoli in hkrati ostajaš zvest temu, da slediš švedski zakonodaji in seveda učnemu načrtu, kateremu si zavezan, da slediš. In seveda si na razcepu med tem, da pisarna nosi zelo lepe zgodbe, pa hkrati tudi zelo zahtevne zgodbe. Tudi na Švedskem se absolutno dogajajo in prijave in zelo kompleksnejše stvari in si v vlogi nekega mediatorja, hkrati si menedžer, pedagoški vodja. Na Švedskem kot ravnatelj imaš na svojih ramenih tudi celoten budžet šole, kar pomeni, da si ekonomsko na nek način res odgovoren in za plače in za vse, kar deluje, kako deluje šola. Odvisno, od okolja, kjer živiš, oziroma iz katerega mesta si. Absolutno, tudi to je nek zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na to. Ja. Vse pri nas je tudi podobno. Zdaj, te govorilne ure me zanimajo, kakšna je vloga starša, sploh kako vpleteni so starši v tem šolskem sistemu, kajti ena izmed vaših izjav je, da v bistvu naloga šolskega sistema na Švedskem je, da starši pravzaprav naj ne bi imeli nič opravka potem doma, da je potem to stvar, da je dom za vzgojo, ne pa za učenje in pa za pisanje domačih nalog. To je pa pri nas ratalo kar malce hecno, že sploh v kakšnih višjih letnikih pa razredih, inštruktorji na polno zaposleni, govorim pri nas, potem, to je že skoraj da nuja, priprave na maturo, to so cele zgodbe inštruktorjev upletene v to zadevo. Kako je tam s tem? A je to sploh res tako, da so starši samo starši in učitelji življenja, ne pa predmetov? Ja, seveda, švedski šolski sistem se res zaveda te kompenzatorne vloge, ki jo ima šola kot taka na sistemski ravni, kako pomembno je, da zagotoviš, kar se da najbolj optimalno okolje za vsakega otroka, ne glede na ozadje, iz katerega pač otrok izhaja in prihaja, kar pomeni, da smo se mi na šoli zelo dobro zavedali, na kakšen način lahko otrokom pomagamo in da hkrati tega ne prelagaš na dom, ker veš, da v večini primerov ne moreš in hkrati ne smeš, ker si v švedskem sistemu zavezan k temu, da se vse odvija v resnici znotraj šole, tudi domače naloge, ki jih, če jih otroci dobijo, niso sploh pogoste na večini šol, ampak ponavadi je neko pravilo, da enkrat tedensko otrok dobi domačo nalogo, ponavadi iz matematike, švedščine, lahko tudi angleščine. In potem ima en teden časa, da to nalogo naredi in je določen rok, do kdaj mora to nalogo nazaj v šolo prenesti in gre bolj za neko prevzgajanje odgovornosti otroku, k temu, da mogoče doma vseeno imajo pač neko pogled, kaj otrok v tem trenutku počne v šoli, ni pa pričakovano, da to delo opravijo starši. V resnici se spodbuja tudi to, da dejansko otrok lahko ima priložnost v šoli tudi to nalogo narediti, je možnost popoldanskega, pač po pouku, priložnost, kjer otrok lahko pride in tudi to opravi. In načeloma je ideja predvsem takšna, da v tem, da starši ni njihova naloga, da doma še izobražujejo, ker pač zakaj bi, če je to naloga šole in tam imamo podkovane strokovnjake, ki to obvladajo in dajmo si pri tem zaupati. In mi na nek način s tem, ko v Sloveniji tako velik, žal res še vedno zelo velik del šolskega dela prenašamo na dom, v resnici spodkopavamo tudi neko avtonomijo samim učiteljem, delu, na nek način nosimo del tega balasta, ki ga sistem očitno ne more več pojesti v hiše družin, ki za to v resnici niso usposobljene in ponovno delamo zelo velike razlike med otroki, ker marsikateri otrok nima doma starša, ki bi lahko
pomagal, ki bi znal priskočiti na pomoč, in mi s tem še pač bolj poglabljamo to razliko. In že samo to, da imamo tako razširjen sistem inštruiranja in priprav, ne vem na kaj vse v našem sistemu, pove, da nekaj ravno ne štima najbolje s samim sistemom kot takim. Ja, to bral sem nekatere analize, da določeni psihologi ne priporočajo tega, da otrok že tako ali tako pride nekako utrujen v narekovajih iz šole domov, potem pa še naloga in so glave preveč polne, da to ni dobro. Seveda pri različnih starostih seveda se te stvari spreminjajo, ampak če se to začne zgodaj, se tukaj lahko opazne potem tudi posledice. Verjetno je tudi ta pristop, ta milejši, na Švedskem precej drugačen. Ne? Ja, in otroci absolutno preveč presedijo. Mi povsem zanemarimo njihove razvojne potrebe in že to, da v šoli pričakujemo, da bojo otroci pri tej mladi starosti na nek način uspeli presedeti ves dopoldan, je v resnici povsem zgrešeno. Mi smo spet zamudili ves ta razvojni potencial, ki ga otroci v sebi nosijo, in da potem pričakujemo še, ko pridejo domov, da bojo ponovno sedeli, je res ponovno izgubljena naložba, nek potencial, ki ga otroci nosijo v sebi, in je žal, da se ves čas vrtimo v tem krogu. Ja, različni otroci, tudi različni starši. Še ena stvar mi je padla zdaj na pamet, da na Švedskem ni slabega vremena, ampak so samo lahko slaba oblačila. Ciljam na to, da tudi če je dež, sneg ali pa malce močnejši veter, vseeno otroci preživijo kar veliko časa tudi na prostem. Verjetno z razlogom, da se navadijo na različne vremenske razmere, da v življenju ni vse zmeraj tako sončno. Ja, če kaj se pa to navadijo. Ja. Na severu Evrope, v bistvu otroci so vajeni, da so veliko zunaj, že od vrtčevskega časa do šolskega. Vsak dan preživijo vsaj 1 uro minimalno v času pouka zunaj. Torej gre za vsaj 2 sklopa po pol-urna odmora, kjer so otroci vedno zunaj. To za osnovnošolce govorim. Osnovnošolce govorim, potem vrtčevski otroci pa v resnici že v osnovni šoli. Mi smo vedno odpirali šolo zunaj ob 7 zjutraj do 8:30, so bili otroci vedno zunaj, potem ob 8:30 se je začel pouk, so šli pač notri. Vrtcu, recimo, dejavnosti so se začele ob 9 zjutraj in so od 7 do 9 bili vedno zunaj, pogosto potem nadaljevali z dejavnostmi zunaj in potem za kosilo nekako prišli notri, včasih tudi to pojedli zunaj. Tako da so v resnici veliko časa zunaj in predvsem tudi z tega vidika, ker pač otroci rabijo gibanje, rabijo sveži zrak, rabijo pač ta neprečakovana, na nek način gibalno, motorično pomembne dejavnike, ki jih razvijajo skozi te interakcije v naravnem okolju. In na Švedskem je nekako bilo pravilo, če je pod -10, grejo otroci mogoče lahko hitreje notri v notranje prostore, drugače so pa večinoma kar zunaj, tudi dojenčki. Potem še tole, malce bom skočil zdaj nazaj, recimo na vpis v šolo. Vemo, da spet bom uporabil, da v Sloveniji se veliko sprašuje, kje so še prosta mesta, tisto okolje bi bilo za našega ali pa našo deklico ali pa dečka bolj primerno. Neka histerija zavlada pri nas včasih, ne povsod, ampak so tudi takšni primeri. Kako je na Švedskem s tem razmišljanjem, s to miselnostjo, kam otroka dati v šolo? Ja, jaz mogoče to slovensko histerijo nekako razumem bolj z vidika tega, da smo na nek način podhranjeni v smislu pedagoške pluralnosti. Naš šolski sistem mnogemu staršu in tudi otroku in mogoče kot družbi taki ne odgovarja več na to, kar si ta čas ponuja, in na nek način imamo občutek, da ves čas mi tečemo za vsem tem, kar svet mogoče že vrsto let izvaja in živi. In nekako poskušam razumeti starše, zakaj to čutijo, in jaz mislim, da
ta histerija bolj nastaja z vidika tudi tega, da ne delujemo preventivno v našem šolskem prostoru. Če se navežem tudi na to pedagoško pluralnost, ne, v smislu, da pač kot starš, da imaš neko možnost izbrati šolo, ki bi otroku in specifikam, ki jih otrok morebiti kaže, pač ustrezala in da bi jih s to šolo potem tudi znal na nek način podpreti in seveda otroku omogočiti nek, kar se da najboljši vsakdan in prihodnost. In na nek način, kot sem rekla, smo podhranjeni v tem kontekstu, v slovenskem prostoru. Pričakovano je, da si točno tam ves ta čas, točno s temi učitelji, ki pač so pričakovano, da bojo poučevali otroka. Na Švedskem recimo starši izbirajo šolo, kjer želijo svojega otroka šolati. Torej imaš na voljo 3 izbire, zabeležiš prvo, drugo in tretjo. In ne velja pravilo šolskih okolišev. Torej, kar pomeni, da na moji šoli, recimo, jaz sem imela otroke iz zelo različnih občin, od zelo daleč so starši vsak dan vozili otroke k meni, včasih tako daleč, da bi si mogoče v slovenskem kontekstu kdo mislil, kako se dogaja. Dajte nam zaupati. Ja, tudi po 70 km v eno smer. Ljubljana, Celje, recimo. Ja, recimo. So pripeljali vsak dan otroka zjutraj in potem popoldan ga prišli iskat. Kako je s prevozom otrok v šolo? Pri nas vemo, da jaz, ko sem, priznam, letnik 1973, smo se vozili z avtobusom, lepo šli peš tistih 200, 300, 500 metrov sami, ne? Govorim o osnovni šoli, 1., 2., 3., 4., 5. razred, potem smo pa že tako ali tako bili že dovolj stari, da smo vedeli, kako in kaj in kako ne. Kako je s tem? Vemo, da danes imajo redki to srečo, da lahko otroka pustijo peš čez železniško progo in potem naprej do šole. Ja, na Švedskem je različno, odvisno v katerem kontekstu se nahaja šola. Recimo mi smo bili na nek način del mreže javnega prevoza, tako da so pač starši sami poskrbeli, da je otrok prišel v šolo, večina otrok je prišlo s kolesi, peš. Nekateri zelo daleč, zelo različno. No? Hodijo že zelo zgodaj tudi otroci tam sami v šolo ali je to pač stvar starša oziroma ali bo morda celo zakonodaje? Da... Zelo različno je, ni nekega predpisa, nekako je pričakovano, da v 1. razredu še vedno po otroka nekdo pride oziroma lahko gre s svojim vrstniki potem tudi domov, če starš to dovoli. Ampak načeloma otroci grejo večinoma po šoli sami domov, če živijo v nekem lokalnem okolju, pa tudi na avtobus so se sami odpravili, nekateri so se tudi kar nekaj postaje rabili peljati, pa potem prestopati, da so prišli na šolo in nekako se zaupa otroku, da to zmore. Šolstvo, koliko stane oziroma ali je res brezplačno in kako je z gradivom? Jih čaka vse skupaj že v šoli, kdo poskrbi za to, da je vse poštimano po domače rečeno, kako je s tem? Pa tudi boj, da so določene šole na borzah, da se grejo lahko posel dejansko, nam lahko tole nas popeljete skozi ta svet šolskega sistema. Ja, švedska šola je brezplačna v pravem pomenu besede, kar pomeni, da mi od staršev nismo pričakovali ničesar, ni nekih seznamov, kaj vse morajo starši kupiti svojim otrokom pred začetkom šolskega leta. To je bilo v domeni šole, kar pomeni jaz v vlogi ravnateljice sem določen del budžeta rabila nameniti tem sredstvom vsako leto in seveda skozi leto si ves čas potem vedel, kdaj določen priliv potrebuješ oziroma bo odšel, da potem lahko nekako skozi leto preživiš tudi z tega vidika. To v praksi pomeni tako, da se učitelji odločijo za gradivo, ki ga želijo uporabljati, potem vse zvezke, vse svinčnike, radirke, v resnici vse, kar v šolskem kontekstu nekdo potrebuje, kupi šola. Torej, ni tako kot pri nas, ko zavlada tista panika znova nakupovati od redirke, puščice, zvezka, visoki karo, nizki karo. Saj veste, zakaj gre. Ne, tega na Švedskem ni in tudi vsi otroci imajo čisto navadne zvezke, nobenih nekih fancy motivov in ne vem, kaj se je v Sloveniji pač tržno gre skozi in
žal je tudi en velik del tega vsakdana ravno to, da se potem tudi ta histerija okrog tega pač dogaja pred pričetkom šolskega leta, ampak ja, na severu je to dostopno, brezplačno. Edino, kar pričakujemo, je to, da imajo otroci za telovadbo opremo. In znova govoriva o osnovni šoli ali tudi... V osnovni šoli je vse brezplačno, ja. Da ne bo pomote, ne? Ja. Kako pa je potem, morda veste, kako pa je za srednjošolce, slučajno informativno? V resnici ne vem točno, mislim, da tudi dobijo gradivo brezplačno, nisem pa prepričana, da ne bom slučajno napačnih informacij dajala. Pri osnovnošolcih. Kako pa je potem s raznimi izleti, recimo, vemo, da pri nas jih peljejo v kakšen muzej, pa na ogled kakšnih naravnih znamenitosti, kako je potem pa s tem financiranjem tega, oziroma kdo potem to plača, znova šola? Tudi šola. Tudi šola. Ja. Šola pokrije tudi del budžeta, samo mogli nameniti temu šolski ravni. Ja, in pač seveda vsako leto otroci grejo na različne lokacije in to krije šola. V švedski šolski zakonodaji je sicer predpisano, da zelo, če že se povpraša za določen prispevek strani staršev, potem mora biti absolutno bistveno manjši od tega, ker večinski del je torej vedno na šoli. Šola pač mora pokrivati te stroške. In v resnici nikoli ne prosi staršev. Tole ste dobili pač ob slovesu? Ja, to sem si sama spakirala ob slovesu. Ampak, ja. Še malce o teh nagradah, ne, piše, ne, najbolj trajnostna šola na Švedskem za leto 2021, ena najboljših 100 šol na planetu. Kako dejansko, kdo to ocenjuje, kako se to določa? To je mene vedno zanimalo. Ne? Pride kakšna inšpekcija, so to kakšni, po domače rečeno, znova random testi, na skrivaj sprašujejo otroke, ne vem, kako oceniti, da ste najboljša ravnateljica in pa najboljša šola, dvojezična. Ne? Ja, v resnici so te nagrade prišle nekaj zelo nepričakovano, če sem čisto iskrena. Nismo nekaj lobirali ali pa iskali nekih poti, da bi se kamorkoli prijavljali. To nagrado med 100 najbolj navdihujočih šol je bilo strani ta Teacher Prize. Smo bili kontaktirani z njihove strani, da so pač zaznali naše delo in da se jim zdi zanimivo in če smo zainteresirani, da več povemo in potem imaš pač različne intervjuje, oddaš neko dokumentacijo in je prišlo tako daleč, da smo v resnici res bili izbrani. Na Švedskem smo bili 2-krat izbrani med 5 najbolj trajnostnih šol na Švedskem, kar pomeni, da znotraj njihovih organizacij tudi merijo potem te dejavnike, različni parametri. Nam je uspelo na šolski ravni v resnici vzpostaviti neko sistematiko glede agende 2030 in vključevanje le-te v vsak dan delovanja šole. To me zanima, ta agenda 2030. Brskal sem te podatke, pa mi vi lahko zdaj zaupate, zakaj tukaj pravzaprav gre pri tej agendi v šolstvu 2030. Ker slišimo več agend, ne, da me zanima, kakšna je ta šolska agenda 2030. Ja, v bistvu gre za cilje trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti strani Organizacije Združenih narodov. Želijo, da do leta 2030 nekako dosežemo to filozofijo vseh teh ciljev, ki so tam navedeni. In na Švedskem je zelo velik del vsake organizacije in seveda tudi šole upleten v to delovanje, zelo aktivno, želijo, da prispevamo k boljšemu vsakdanu družbe in neke enakosti v tej celotni družbi. In naš prispevek je bil zelo celostno naravnan. Ravno skozi pedagoški pristop Storyline v resnici smo razvijali te teme in poskušali to agendo na dnevni ravni v resnici vključevati v vsakdan otrok, kar pomeni, da so v vsakem razredu uspeli povezati učne cilje učnega načrta s to agendo in ko si stopil v razred, so imeli potem tudi simbolično, s katerimi cilji so trenutno v ospredju in si točno vedel, ko si prišel, kaj trenutno razvijajo, k čemu stremijo, na kakšen način pomagajo k temu, da se agenda 2030 na nek način doživi v vsakdanu naše skupnosti. Kako pa je z učbeniki? Kako pogosto se jih menjava?
kako hitra je ta frekvenca oziroma počasna glede novega znanja. Vemo, svet se spreminja vedno hitreje. Kako je s tem znanjem? Ja, na Švedskem v resnici vsak učitelj oziroma tim, kolektiv, kakor se na šolski ravni odločiš, določa, ali bodo sploh učbenika uporabljali ali ne. Veliko učiteljev se v resnici sploh ne odloča več za uporabo nekih učbenikov, ker se jim zdi, da so lahko bistveno bolj aktualni brez njih. Je pa seveda tudi določeno število učiteljev, ki pa si želi določene teme skozi učbenik predelati, kar na nek način spoštuješ. V večini primerov delovnih zvezkov sploh nismo več uporabljali. Tako da je nekako res šlo, da si uspel biti zelo... Tudi to je ekologija, ne? Absolutno je zelo velika ekologija v tem. In na nek način tudi kot učitelj si lahko zelo fleksibilen, prožen v svojem poučevanju, ker nisi vezan več točno na to gradivo, to pričakovanje, da vsako učno uro rabi samo nadaljevati po tej knjigi in na nek način svojo ustvarjalnostjo potem ustvarjaš ta učni prostor za otroke. Kako pa je z učitelji, kako recimo jih učijo varčevanja, potem vemo, ekologija je tudi zdaj moderna ali pa, bom rekel, tuji jeziki, kako je s tem, s to širino, da čim hitreje, čim mlajši že se zavedajo, da jih čaka ta, nažalost, kruti svet, kruti kapitalizem, ki ima tudi svoje trnje na poti v življenju. Ja, mi smo zelo, zelo veliko govorili ravno o tem, tudi z učitelji in zelo zavestno razvijali neko razmišljanje okrog tako cirkularnega pristopa k delovanju šole kot take, organiziranosti znotraj šole. Učitelji so, mi smo dejansko prišli tako daleč, da so učitelji uspeli in se to gradivo, neko banko smo na nek način proizvedli, kjer se je to delilo, preusmerjalo, širilo, spet zelo zavestno željo, da delujemo kolektivno, vzajemno in predvsem tudi zato, da, kot smo že mogoče prej omenili, da pač si del nečesa večjega, da nisi samo ti najpomembnejši, ampak da ustvarjaš neko kolegialnost znotraj šole, znotraj družbe, sistema kot takega. Mobilni telefoni v šolah, kako je pa s tem? Ja, recimo jaz na šoli, ki sem jo vodila, že od samega začetka, smo imeli pravilo, da ko stopiš v šolski prostor, ne samo v šolo, ampak tudi na dvorišče, torej šolsko igrišče. Telefona ni več. Tudi za vas to velja potem? Ali... Ja, tudi učitelji samo v času njihovega odmora so uporabljali telefon, drugače pa otroci kot učitelji v času dela šole seveda tega ni bilo pričakovano, da se uporablja. In seveda šola kot taka je dobro tudi založena z različnimi digitalnimi orodji, kar pomeni, da tudi telefon naj ne bi v resnici res potreboval. In predvsem se mi zdi pomembno in na nek način želim tudi apelirati, ker v slovenskem prostoru se telefon nekako omejuje na notranje prostore. Jaz si pa tudi želim, ker zdaj opažam, da otroci potem zunaj stojijo in so pač na telefonih, preden stopijo v šolo. Tudi ta prostor zunaj je zelo pomemben, ne? Ker otroci tudi ne rabijo teh telefonov. Torej zdržijo cel dan brez dotika zaslona, skoraj da včasih, glede na to, da včasih tablice uporabljajo učitelji za smiselno predavanje, ne? Oziroma da ima ekran takrat neko poučno zgodbo verjetno. Ne? Točno to. Da je osmišljeno, otroci so ekran uporabljali, pač je pa res zelo dostopno, ne? Pač vsak otrok je lahko imel svoj računalnik, vsak otrok je lahko imel svojo tablico in jo je šel iskat, ko je rabil usmisliti to svoje učenje, kot del pouka in potem pač to vrneš. Zjutraj je možnost, da otroci oddajo svoje telefone v naše omarice, kjer smo imeli pač za to namenjeno, če ni želel, je lahko imel pri sebi v torbi. Torbe itak ostajajo večinoma oziroma pač v garderobi in tudi s tem, da so pač oni potem odgovorni za te telefone. Da mi v resnici jim damo to možnost, da jih zaklenemo, ampak hkrati so pa oni tisti, ki potem.
od zdaj naprej se lahko, čeprav zastopim tudi vašo zgodbo, tudi midva lahko tikava. Kajti v učilnicah na Švedskem vas učenci lahko tikajo oziroma vas kličejo po imenu. Je tako, Leja? Ja, res je, tako to drži. Ja, na Švedskem se povsod, v vseh delih države se vsi tikajo, kar pomeni, da če prideš zdravniku, če prideš, ne vem, kamorkoli, ne obstaja vikanje. Učitelje se vedno kliče po imenu. Zelo redko boš prej rekel, ne vem, učiteljica Leja, ampak samo boš rekel Leja, tudi mene kot ravnateljico so me vedno samo poklicali Leja. In zelo na osebni ravni si zelo blizu, tudi na zelo spoštljiv način, subtilen. Vprašaš, kako si, in zelo lepe zgodbe se tkejo skozi to. Še en mit bi rad razbil z vami. Hodite res v nogavicah po učilnicah, je tudi to res? Ja, to je res. Večinoma so otroci ali bosi ali pa v nogavicah. Lahko imajo copate, če želijo, nikjer pa ni predpisano. Ponavadi tudi v začetku šolskega leta rečeš, če želite, lahko imate copate, če ne, ste bosi. In večinoma so otroci res v nogavicah ali bosi. Torej, ni veliko platfusa, pa počutijo se kot doma. Torej, je spet nek psihološki pristop. Veliko je teh mind game, teh psiholoških igric, ne, s tako majhnimi še, ne. Se mi zdi, da se ogromno poglabljajo v to otroško podzavest nekako. Ja, predvsem zelo ta naravni razvoj otroka se zelo upošteva v resnici. In ga res poskušaš ujeti. Je še kakšna taka zanimivost, ki jo morda še ne vemo, ki ostaja znana samo v švedskih učilnicah? Kaj je še tako posebnega, recimo, kako je pa z odmori na to? Vem, da obstaja tudi fika, pauza za kavo in kolač. Je tudi tam, recimo, to se profesori med sabo ali učitelji zmenite, bomo imeli 15-6-1 se dobimo. Kako je s tem, z odmorom? Če se ne vežem, mogoče ima na to skrivnost švedskega sistema, bi mogoče res izpostavila to aktivno participacijo otrok in ta glas otroka, ki je zelo pomemben del vsakdana šole in kako ga zelo zavestno in sistematično razvijaš. In tudi eden izmed prvih stavkov, ki ga zaznaš v švedski zakonodaji šolski in v učnem načrtu, je ravno to, kako na nek način razvijaš demokratično družbo skozi aktivno participacijo, glas otroka. In tukaj se mi zdi, da mogoče v Sloveniji še vedno preveč otroke na simbolični ravni vključujemo in ne še toliko, kot bi si morebiti želela, no, da jih res slišimo. S tem se razvija tudi govorništvo, ne? Absolutno, in refleksija in kritično razmišljanje in način, da presodiš, kaj je relevantno, kaj ni relevantno, da ne slediš, da ne zaupaš samo algoritmom, samo flowu, ki ga vsak dan spremljaš. Ker to so tudi opazovali znanstveniki pri raziskavah, da glede na mobilne telefone, na te video vsebine, da se otroci v različnih državah znajo različno pogovarjati in pa tudi so govorniško različno sposobni, ne. Ko treba nekaj opisati, povedati, ne, kako pa je bilo na izletu, pa potem reče, dobro, ne, tukaj se nekje konča, ne, nekje pa znajo, ne, opisati, ja, pa so bili jeleni, bilo je to in to. Verjetno tudi na tem delate veliko, ne. Zelo zavestno v resnici se dela na tem in na razvijanju refleksije med otroki, z otroki in seveda tudi med zaposlenimi. Ne. Zelo velik del vsakdana v resnici vsakega zaposlenega na Švedskem je ravno to. Tukaj vidimo otroka, ne, z mikrofonom v rokah, ne, tako da tale je že. Ja, ponavadi sem vedno, ko sem bila na odru, sem želela, da so otroci pri meni, da so oni tisti, ki govorijo, če so bili pogumni dovolj, da so prišli k meni, tako zelo različno, no. Tukaj bi zdaj izkoristil priložnost, ne vidim, da določeni otroci so zamegljeni, so obrazi, ne, zablurani. Seveda
vem, da je Švedska polna prišlekov z vseh koncev sveta, tako da verjamem, da nimate lahkega dela poznati vse te kulture, kulturne razlike, kulturne navade z vseh vetrov sveta. Ne? Tako da tukaj biti ravnatelj pa verjetno vam ne bi privoščil kakšnega dne v pisarni. Ja, v resnici, jaz sem imela zelo različne zgodbe v svoji pisarni, take bolj prijetne, pa tudi kar nekaj, mogoče malo manj prijetnih. Na šolo sem sprejela otroke iz vojnih območij, iz družine, ki so zaradi podnebnih razmer, migracij, pač rabile migrirati. Otroke, ki so mi večkrat rekli, koliko vode tukaj lejo okrog. Ste kdaj šteli, iz koliko držav dejansko prihajajo vaši učenci? Verjetno ste. Ja, mi smo seveda imeli točno statistiko, predvsem z vidika švedščine kot drugega jezika in večinoma se je številka nekje gibljala tam okrog 70% otrok na moji šoli je imelo švedščino kot drugi, tretji ali celo četrti jezik, kar pomeni, da je naše poučevanje seveda bilo na nek način ne samo zahtevno, ampak nujno drugačno, kot če imaš seveda zelo homogen oddelek, kjer notri stopiš in vsi otroci kar razumejo to, kar govoriš. Tako da smo na nek način bili zelo specializirani v tem kontekstu in hkrati tudi z družinami, ki sem jih srečevala, sem bila vajena tega, da bodo sestanki lahko zelo po ovinkih šli naokrog, da ujameš tudi te kulturne specifike, te strahove, ki jih starši večinoma nosijo s seboj, ko prideš nekam v neko novo okolje, neko novo državo in seveda poskušaš kar se da čim bolj optimalno pristopiti. Je vaša izkušnja, da so prilagodljivi, da se zavedajo, da so prišli živeti v drugo državo, kjer seveda vladajo druge navade, drugi bogovi tudi, da je to neko drugo okolje, da je to le Švedska? V večini primerov bi rekla, da so na nek način bili pripravljeni delati na sebi, da tudi svojim otrokom omogočijo kar se da najboljši vsakdan. So pa zgodbe zelo različne, tudi od tega, da pač so prišli kot družina in zahtevali svoje pravice, ker smo pa v okolju, kjer je pač pričakovano, da je tako, kot je. In na nek način vedno iščeš pač neko najboljšo pot, da z željo, da otroku spet pomagaš na najboljši način. Ja, precej se je dogajalo, sploh od leta 2015 naprej, ko se je začela ta migrantska kriza, ne, pa vemo, da v določenih mestih imajo predvsem v srednjih šolah že kar precej težave, ne, z novačenjem mladine v skupine, ki se ukvarjajo že s kriminalom. Ne. Verjetno vi niste imeli toliko opravka k sreči s tem, ne, v osnovnih šolah. Ampak ta problem na Švedskem je čutiti, če gledava zdaj, če vas vprašam ne kot ravnateljico, ampak kot nekoga, ki je tam preživel 15 let. Ja, mislim, spet, jaz verjamem, da vsak na nek način po svoje doživlja tudi te izzive. Jaz na nek način jih nisem doživela kot nekaj, kar bi mene ogrožalo, oziroma da bi jaz sama pri svojem vsakdanu čutila, da zdaj zaradi pač te migracijske krize, ki je pač seveda v valih prihajala tudi na sever, da bi kakorkoli to občutila sama kot taka. Seveda sem to občutila bolj kot vodja neke šole, v tem kontekstu, kako pomagati otrokom na najboljši možni način. So pa zgodbe absolutno zelo različne, marsikaj prebereš, so določeni deli, ki so segregirani in kjer si želiš, da bi mogoče na drugačen način z neko drugo politiko uspel ujeti tudi te momente, preden dejansko pride do kakšnih hujših zadev. Še malce o življenju na Švedskem, takole izven razreda. Takole, ko vas človek pogleda, bi rekel, imamo res Švedinjo v studiu, ne? Verjetno niste imeli nikoli težav, ne? Da bi vas za koga zamenjali, ali pa da bi celo vedeli, da se je iz Slovenije. Pridejo naše vrednote, ta pridnost, smrljivost, da smo trmasti, da znamo veliko potrpeti. Verjetno je Švedska kar prava država za test samega sebe nekako. Ja, Švedska je super v resnici država v kontekstu, da imaš priložnost
se ozreti vase in hkrati razmišljati vzporedno tudi, kdo sem, kaj prispevam v tej družbi in kaj je moj prispevek. In seveda tudi, da obdobja teme pač tudi na nek način prinesajo neko samorefleksijo in možnost, da se spoznaš v tem kontekstu in iščeš tudi skozi te vrednote, ki jih imaš v sebi, s katerimi si odraščal, potem najdeš nek svoj prostor v tem kontekstu. Ko doživiš 15 let Švedske in se vrneš nazaj v Slovenijo po intenzivnih uspehih, ne, v tako kratkem času, z zelo pisano družbo v svojih učilnicah in pa v šoli, ki seveda poveljuješ, če smemo uporabiti to besedo, ki skrbi za njo. Kako gledate zdaj na Slovenijo, tukaj, ko greste po ulicah, ko se pogovarjate z ljudmi? Kakšna je tukaj razlika? Me res zanima, kajti tudi sam sem nekaj časa preživel v tujini, pa vem, da so tukaj lahko šoki. Ja, seveda, jaz sem v resnici bila zelo pripravljena na ta preskok, sama v sebi, tako da na nek način nekih ogromnih šokov ne moram reči, da sem doživela ob selitvi, vsekakor pa zaznavam stvari, ki jih morebiti bolj pogrešam na družbeni ravni, z vidika skandinavskega razmišljanja v kontekstu, da kot sva že prej... primer, recimo? Ja, kot sva že prej omenjala, da se znamo mogoče malo bolj podpreti, skupaj stopiti, skupaj iskati neke rešitve, razmišljati, kljub temu, da mogoče različno vidiva določene poglede, razvijava lahko neko skupno pot. In tukaj se mi zdi, da nam v tem prostoru še vedno to malce manjka. Oklepamo se, mora biti malo preveč vsega, kar nam je dano, namesto da bi se odprli in iskali in našli neko novo raven, ki jo kot družba res verjamem, da želimo in si jo tudi zaslužimo. Koliko je pa pogovora sploh o politiki, recimo na Švedskem, takole po lokalih v javnosti, koliko dejansko je čutiti te debate? Mislim, absolutno se pač tudi o tem govori, ampak bistveno manj kot v Sloveniji. Se mi zdi, da v slovenskem prostoru je ta politični na nek način utesnjenost zelo, zelo močno prisotna. Veliko tudi, ko predavam, govorim ravno o tem aktivnem, zavestnem razvijanju demokratičnih načel in demokracije kot take in kako je, ko živiš v polni demokraciji, kar Švedska po indeksu je in v Sloveniji, kjer je okrnjena demokracija. In se seveda zelo zaznava tudi to v načinu razmišljanja, v tem, kako uspemo ali pa ne uspemo določene poglede razvijati in jih videti. Kaj tukaj pogrešate, recimo, je kakšna posebna stvar, je to stvar, ko stopiš nekam v trgovino, na blagajno, ne vem, ugibam zdaj, recimo. V resnici je zelo dobro vprašanje. Ne vem, ne morem reči, da je ravno, ne vem, nekaj zelo specifičnega. Pogrešam včasih bolj z vidika sinov, se mi zdi, da bi si želela kakšne stvari Švedske večkrat pripeljati dol, da bi kar sta pač vajena bila seveda živeti z nekimi drugimi stvarmi, kot sta jih mogoče zdaj deležna, pa hkrati ne pogrešam nekih stvari materialnih v tem kontekstu severa, mogoče nek duh sem pa tja, si želim ta občutek tega, da sprejemaš, da ne obsojaš, da samo si. Drugače pa ja, se mi zdi, da vedno, kjerkoli si narediš nek svoj vsakdan, ki ti upam, da kar se da najbolje ustreza. Ja, pripravil sem 3 besede, ki imajo seveda svojo zgodbo. Najprej, če nam poveste, kaj je to fika. Gre za neko druženje ob kavi. Kdaj se to zgodi, kaj je na tem, tudi v šolah verjetno, ne? Ste to doživljali? Fika je v resnici nekaj res svetega na severu Evrope. Če se včasih, ko predavam v Sloveniji, pošalim, da recimo, ne vem, končam s predavanjem ob 6 zvečer in
si absolutno v slovenskem kontekstu ne želiš podaljšati, da bi 10 minut kasneje, no na Švedskem si to pri fiki, če veš, da bo čas za fiko, absolutno končaš. Preden je ta čas, da imajo ljudje čas, da grejo na fiko. Ja, načeloma je odvisno od seveda konteksta, kjer deluješ. V šolskem prostoru si mora biti težje privoščiti, da se 2-krat dnevno celoten kolektiv sreča ob kavi in kakšnem prigrizku. Ponavadi gre za kaj sladkega, kakšno cimetovo rolico ali karkoli si človek zaželi ob kavi. Ampak načeloma gre bolj za filozofijo povezovanja, da se srečaš, da si skupaj, da si pogledaš v oči, da lahko podeliš svoje trenutno stanje in včasih kakšno idejo skupaj ponovno oživiš in najdeš neko stičišče. V roku službenega časa, ne? V času službenega časa, kot sem rekla, v šoli to malo težje, ker seveda odmori so različno porazdeljeni skozi dan, ampak načeloma je te pol urce zelo zaželene v vsakdanu. Tole je morda koncept lagom. Kaj pa to pomeni? Tukaj sem izvedel ne preveč, ne premalo, ravno prav. Kako zdaj to pojasniti? Ja, logom je švedski koncept, ki stremi k temu, da ne gre za neke presežke, da v vsak dan neko ravnovesje vnašaš ves čas, da ne bo vsega ravno prav. In to je v resnici zelo pogost odgovor, ko Šveda vprašaš, koliko pa bi, kaj pa, na kakšen način, in boš Šved rekel, logom. To pomeni, da bo ravno prav vsega. In potem je spet, kaj je ravno prav, a ne, na nek način je malo zabavno se okrog tega potem pohecati. Pa zakon Jante. Jante loven. To je tisto, kar sem že omenjal na začetku, ne, da naj si nekdo ne domišlja, da je nekaj več. Točno to je. Ta Jante loven je v resnici res izhaja iz tega, da smo vsi enaki, da ne rabiš v sebi imeti občutek, da si na nek način boljši od drugih, ker vsak posameznik šteje. In na nek način se mi zdi, da je Švedska na tej skromnosti, ta mentaliteta se je gradila ves čas in mogoče tudi pripeljala do te reformen, a ne, o tem, kako se pač vsi tikamo na Švedskem. V 60 letih so to sprejeli. In potem seveda tudi to, da tudi če nekdo izstopa v določenih pogledih, da jemlješ to kot nekaj skupnega, nekaj dobrega v korist družbe. Se to vzgaja tudi že v vrtcu, potem, da to se zakorenini nekako v otroške gene, oziroma v njihovo miselnost? Jaz bi rekla, da je to nek del vsakdana, te pripadnosti nečemu, tej skupini, tej celoti, da se o tem veliko govori, spoštovanja, pa hkrati tudi, da ohranjaš to individualnost, da si dovoliš, da si to, kar si, in da spoštuješ svojega prijatelja takšnega, kot je. Sam sem bil na Finskem 21. junija, ko imajo oni seveda najdaljši dan in velik praznik. Nisem vedel, da ima sonce toliko energije, da pozabiš dejansko tudi na spanje. Kako ste se prilagajali tem dolgim dnevom in pa potem dolgim nočem, ki znajo biti res dobesedno zelo, zelo dolge ali pa celo neskončne? Ja, no, jaz sem večji del preživela v Stockholmu, kjer smo po zimi imeli tudi nekaj malega dneva, nekaj ur in seveda potem poleti pa veliko dneva. In v resnici se mi zdi, da me je mogoče ta dan bolj skecal to spanje, kot pa tam po zimi. In skozi čas nekako se poskušaš navaditi, se mi zdi še vedno. Me je svetloba po noči malce skecala. No. Kako se to pozna potem pa v šoli, pri otrocih? Verjetno tudi so razlike, ne? Ta zimski pa letni čas. Absolutno so razlike in tudi med zaposlenimi res zaznavaš. Jaz, ko sem vodila tim, sem skozi leta prav razvila točno, kateri tedni, meseci res čutiš, da vsaj po zimi nekako se pade ta energija
in potem poskušaš dvigovati jo na različne načine, pa hkrati tudi spoštovati, da je to del tega naravnega ritma, ki ga imamo v sebi, da o tem odprto govoriš, spregovoriš, da že na šolski ravni še predno prideš v ta moče nek padec neke energije, da se tega zavedaš. Mi smo zelo veliko govorili o tem nihanju in kako ga znati ujeti v šolskem kontekstu. Ja, zdaj v Sloveniji je nekako bilo tako, osnovna šola, srednja šola, potem pa po večini je bila tudi malce panika. Ja, pa nujno diplomirati, fakulteta mora biti, na koncu si pa recimo na bančnem okencu, po toliko letih študija. Ne. Na Švedskem malce sem brskal, vseeno ni toliko obiska univerz, večinoma gre tukaj za srednjo izobrazbo, ki pa seveda je podvržena številnim specializacijam oziroma izobraževanjem. Tako da je zelo fleksibilna, prilagodljiva družba. Kako je to v praksi dejansko na Švedskem in kako je s to univerzitetno izobrazbo? Vi jo seveda imate, ker ste bili potem tudi ravnateljica za voljo nje. Ja, v resnici se mi zdi, da ta histerija na Švedskem je bistveno zanemarljiva v primerjavi s slovenskim prostorom, da je pričakovano, da bodo vsi končali točno to raven izobraževanja. Mogoče že sama ta fleksibilnost v času srednješolskega izobraževanja nekako te pripelje do teh smeri, za katere želiš, stremiš k temu, da jih boš ustvarjal v življenju. In tudi to, da je na Švedskem nekako pričakovano, da se vzameš 1 leto prosto, preden ti odideš na nek študij oziroma se odločiš za to, da se res spoznaš, da imaš možnost ali potovati, da raziščeš te svoje potenciale, neke smeri in da se pravilno odločiš, v katero smer bi rad šel. Kako je s temi točkami? Tudi pri nas imamo v Sloveniji točke za to, toliko točk za tisto univerzo, upisa je toliko. Kar precej težav je. V bistvu se mi zdi, da je mladina res pod nekim pritiskom. Če ne bom imela toliko točk, če ne bo vse 5, če ne bo to se strese cela familija. Kako bo hčerka ali pa sin uspel iti tja, kamor si želijo, recimo starši. Morda niti ne vedno sam otrok, so ambicije staršev lahko bolj krute, in imajo tudi posledice potem lahko velike. Ampak kako je s temi točkovnimi sistemi na Švedskem s tem? Ja, v resnici si tudi za vpis v srednjo šolo potrebuješ ocene zadnjih 3 razredov, kar pomeni, da tudi na nek način zbiraš ves čas te točke in je tudi nek pritisk zaznan v strani otrok, tudi staršev, ker si res želiš priti na to pot, kamor si jo mogoče kot otrok ali kot starš, upam, da v večini primerov otrok začrtal. Se pa na Švedskem zelo veliko v tej dobi umetne inteligence govori tudi o tem, kako pomembno je danes otrokom privzgajati to resilientnost, da ti otroci, ki se danes vpisujejo na različne smeri študijev, da se naj zavedajo, da se bodo v času svoje poklicne poti, torej kariere, rabili vsaj 2-krat, če ne celo 3-krat ali pa celo večkrat prekvalificirati, da bodo dejansko potrebovali iskati različne poti, da bodo lahko na delovnem trgu sploh še obstali in kaj šele, da bi bili konkurenčni. Torej, ves čas se res zavedaš tudi, ko poučuješ v razredu na Švedskem, da ti otroci potrebujejo to vzdržnost v sebi in da jo rabiš zelo zavestno razvijati, ker ta fleksibilnost, ki je od njih potrebna in ta čas nenehnega spreminjanja in hitrega napredka v resnici zahteva to, da veš, da če si danes diplomiral na nekem področju, lahko jutri te neka znanost zelo hitro, torej umetna inteligenca zelo hitro nadomesti in kako kljub temu uspeš biti del tega delovnega trga. Ampak glede na vrednote, ki ste jih omenili, ki se jih vzgaja, ki se jih podaja naprej mlajšim, že v osnovni šoli, pa tukaj vseeno je potrebna človeška toplina, ta empatija.
Meni se zdi osnova Ja. v resnici za Tudi to dobro besedo ste delovanje. tudi večkrat uporabljali, ne? Empatija, empatičnost, da tega manjka nekako, ne? Da tudi to je del vaše uspešne zgodbe. Ja, jaz vsekakor verjamem v to, da uspeš v šolskem okolju vzpostaviti nek mehanizem, kjer si lahko empatičen, kjer lahko otrok izrazi ta svoja občutja, pa naj bojo morebiti manj ali bolj prijetna, karkoli pač otrok nosi v sebi, da gre za nek varen prostor, kjer je to dovoljeno in kjer pač mi, ki vodimo ta prostor, te stvari sprejemamo in razumemo. In eden od načinov, ki smo ga tudi zelo zavestno ustvarjali v švedskem šolskem prostoru in kontekstu kot takem, je bilo ravno delo z vrednotami, ker veš, da ne gre za to, da otroke kaznuješ, ampak jih želiš vzgajati, a ne? Skozi nek nabor vrednot, ki jim jih želiš podati in predati. In tudi na Švedskem recimo ne gre za nek sistem kaznovanja v šolah v kontekstu, da dobiš kršitev za to in to, ampak so na nek način obrnili okrog to filozofijo, da opremimo otroke z vedenji in z torej nekimi vrednotami, s katerimi potem lahko upravljajo to svoje doživljanje sveta in pač to čustvovanje, ki ga nekje rabijo tudi vaditi in izražati. Moram še tole vprašati, morda bo malce to izmed najbolj nehvaležnih vprašanj. Kako odkriti so recimo na Švedskem, ko je govora o plači recimo, ne? Vemo, rogljiček pojeste skupaj oziroma si ga vsak svojega, si ga delite, ponudite v šalici kave, ampak kakšna tabu tema je višina plače. Bojda so plače javne, ne? Tudi ko je govora o učiteljih. Ne? Tako da tukaj ni nobene skrivnosti ali pač vseeno obstaja neko tiho spoštovanje. Ja, zelo dobro vprašanje. Ko že ravno smo tudi prej omenili to avtonomijo šole, a ne, na Švedskem se tudi pogajaš za plačo kot učitelj, kot ravnatelj, v katerem koli segmentu v resnici deluješ, ni nekih plačilnih razredov, kot smo jih vajeni v Sloveniji, kar pomeni, da dejansko živiš s tem, da se zelo veliko pogovarjaš o svoji plači, oziroma vsaj moj vsakdan kot ravnateljica je bil zelo prepleten s tem, da sem določala plače, višino plač učiteljem, ki so se seveda lahko zelo bistveno razlikovale od enega in drugega učitelja. Torej, ko je nekdo prišel k meni na razgovor, del tega razgovora je bil namenjen tudi pogajanju za plačo in potem vsak pač na nek način imaš neko, niti ne izhodišče, ampak ga postaviš in potem se pogajaš. Je zakonsko določena najnižja? Ne, ni določene najnižje plače, ampak veš, da ti rabiš biti konkurenčen in veš, da potrebuješ dober kader in hkrati rabiš tudi preživeti. Torej, učitelji med seboj dobro krmarijo, ne, v tem sistemu. Na nek način ja, hkrati pa niti ne sprašujejo, večinoma dejansko spoštuješ to, da veš, da imaš ti neko plačo, nekdo drug ima drugačno plačo od tebe in v resnici meni se nikoli v karieri ni zgodilo, da bi mi nekdo rekel, kakšno višino plače imam. Dejansko res spoštuješ to, da je ravnatelj na podlagi torej, tega, kar si ti kot učitelj pokazal do sedaj, precenil, kakšno višino plače bi si lahko oziroma si zaslužiš. In potem se to na letni ravni ves čas uravnava. Ne? Skozi leto sem imela vedno razgovore z vsakim zaposlenim, kjer tudi se dotakneš plače in seveda jo potem ali zvišaš ali utemeljiš, zakaj daš mogoče manjšo povišico ali tudi ne daš ničesar. Torej, zaposleni vedo, ne, med seboj, koliko ima kdo. Ne, večinoma v resnici ne vedo, razen če se vprašajo. Če vprašajo, kakšno plačo imaš, ampak načeloma, generalno gledano, res spoštujejo in se ne sprašujejo. Je pa to podatek, ki je javen in ti lahko zahtevaš na Švedskem, da izveš plačo kateregakoli uslužbenca
S tem, da potem sem jaz obveščena, da je nekdo želel izvedeti višino moje plače in tudi izveš potem vse informacije, ampak je to pač javno in sva oba obveščena o tem in je potem zelo transparentno. Je plača učitelja dobra na Švedskem, glede na pač standard, glede na seveda ceno življenja tam? Kako shaja učitelj na Švedskem? V primerjavi z učiteljem pri nas, vem, da imate te informacije zagotovo. Ja, Švedska, v bistvu švedski plačilni sistem, če mu lahko tako rečem, ker seveda ne obstaja kot tak, je v zadnjih 15 letih izrazito velik vložek dal ravno na razvoj učiteljeve plače in se je v zadnjih 10 letih, če lahko tako rečem, skoraj podvojila na nek način. Učitelji danes na Švedskem zelo dobro konkurirajo s svojimi plačami in na nek način jim je tudi s tem uspelo povečati število učiteljev na severu. Bil je velik primanjkljaj. Vi ste ravno prihajali tja, ko je bila tudi učiteljska kriza, oziroma kadra je bilo malo manj takrat. Ne? Ja, jaz ko sem prišla na Švedsko, zlasti kakšnih mogoče 5 let kasneje, ko sem že bila na Švedskem, je bil ogromen primanjkljaj učiteljev. Ja. In to se je tudi potem seveda zelo pokazalo, ko sem vodila, ko iščeš učitelje in jih ni in na različne načine potem iščeš in hkrati tudi ravno skozi te plačilne reforme na nek način poskušaš biti kar se da konkurenčen. In na Švedskem so potem tudi ustvarili sistem, da na šoli, kjer imaš zelo dobre potencialne učitelje, jih potem tudi podpreš in država v resnici je dodatno financirala, še torej mesečno, je bil nek priliv za te učitelje in hkrati tudi določeni učitelji, ki so potem vodili nek pedagoški proces izven svojega pouka, še na šolski ravni, je bil še določen znesek, mislim, da 500 € na mesec še več k svoji plači. Zdaj, v bistvu lahko zaupate saj številko, recimo učitelja v osnovni šoli? Ja, učitelj v osnovni šoli o neto plači. Bom govorila o bruto, ker vedno je na Švedskem se govori o bruto plači in načeloma se gibljala plača tam nekje med 3500 do 4000 € bruto plače. Koliko pa potem vzame kraljevina Švedska oziroma država Švedska? Odvisno, v kateri občini živiš, ker občina določa davek, ampak načeloma tam okrog 30%, če nekako zaokrožimo. Torej 4000-1200 gre državi. Ja. Takole, na hitro. So pa pač to je neko izhodišče, načeloma so zdaj tudi više plače, ne? Sva pri koncu, še tole, ker imamo vročo temo, še vroče vprašanje za konec. Kaj vi pogrešate dejansko v Sloveniji, v šolskem sistemu, če gledate tako na širšo sliko, osnovna šola, srednja šola, recimo, pustimo univerze, je malce druga zgodba, tam predavajo kar dobri kadri, imajo drugačne pogoje in pa možnosti. Kako je z učenjem? Kaj pogrešate? To so gradiva, monotonost, togost? Jaz bi mogoče izpostavila to togost, da pogrešam neko fleksibilnost v samem sistemu, zlasti skandinavskega vidika, ker sem res tudi živela pač to fleksibilnost v kontekstu, da si sam določaš kot ravnatelj tudi kako številčni bojo določeni razredi, torej ni nekih normativov, določaš potem okrog specifik, ki jih dejansko imaš otrok, ta kolektiv, to dinamiko, ki jo šola potrebuje. Pogrešam vsekakor zavedanje o vlogi šole na ravni kompenzacije, da se kot šole ne zavedajo v resnici, kakšno družbeno-ekonomsko ozadje imajo otroci, kamor prihajajo na šole, da bi jih znali potem z mehanizmi uravnavati na državni ravni. Se mi zdi, da kljub temu, da stremimo k neki fleksibilnosti, se vedno znova v slovenskem sistemu ujamemo v zelo rigidne okvire. Absolutno pa pogrešam to, da nismo povezani v sistemu kot taki, na ravni ministrstva, zavoda, fakultet,
potem šol, nekega raziskovalnega prostora, ne, da bi res znali to povezati, ker imamo zelo lepe predispozicije in določene stvari mogoče malo spustiti, si včasih dovoliti, da nek korak v stran naredimo in si rečemo, kaj res rabimo, kako lahko podpremo drug drugega in da ne plava vsak v svojem tem bazenu, ampak da ga znamo nekako v nek ocean preliti. Še tole sem pa absolutno pozabil vprašati tudi stvar natalitete, ne, je tukaj zelo prisotna. Ne. Vemo, da tudi na Švedskem je zelo padla, ne, pri domačinih, potem se je s prihodom migrantov ta zadeva malce popravljala, ampak v Sloveniji smo zelo na slabem, kar se tiče tudi otrok bo zmeraj manj, torej tudi učilnice ne bodo tako zelo polne, ne. Če gledava malce z vizijo 5, 10, 15, 20 let naprej, kar se mi zdi smiselno, ne? V neki razviti demokraciji, da ne gledaš samo od mandata do mandata. Ne, res. In se mi zdi, šolski prostor je ravno prostor, kjer si res ne moremo več privoščiti, da gledamo zgolj iz mandata v mandat. Tukaj gre za določene specifike, ki so univerzalne in jih mi ne moremo ideološko v šolskem kontekstu ves čas znova prevetriti in ves čas iskati neke nove rešitve, ker vemo, da določene procesi res potrebujejo to kontinuiteto in to dolgoročnost absolutno potrebujemo v slovenski šoli. In mora biti nas žal tudi to, da nam upada rodnost v slovenskem prostoru, mora biti reši vsaj tega, da bo dovolj učiteljev izobraženih v naših šolah, ker je res nekaj, kar si pa najmanj želiš za družbo, je to, da šolski proces vodijo ljudje, ki v resnici nimajo nič kaj dosti opravka s pedagoškim kontekstom. In res si želim to dolgoročnost v našem prostoru in da si dovolimo mogoče malo izstopiti ven iz teh pričakovanj, tudi zdaj, ko berem zelo intenzivno slovensko šolsko zakonodajo, in vse te normative je včasih res zabavno skandinavskega vidika to brati, ker je zelo nesmiselno v resnici. Pa tudi čuvanje stolčkov, ne, je lahko nevarna zgodba. Ne, vi ste bili koliko stari? Malce okoli 35 let, ko ste postali ravnateljica, ne? 34. Pardon, no, ker ste dama, ampak to želim povedati javno zaradi tega, da si znajo predstavljati, kako hitro ste dobili mladi, ne, tako mlada priložnost postati ravnateljica, kar je morda v Sloveniji tudi ena izmed zgodb, kako nekdo recimo čuva svoj položaj. Pa so seveda tudi super ravnatelji, da ne bo pomote. Ne? Absolutno. Ampak v Sloveniji se mi zdi, da se načeloma na mnogih ravneh pač zazna to, da sistemsko zadržujemo določene momente in s tem tudi ljudi, ki bi mogoče lahko prispevali k neki drugačni dinamiki naše družbe, pa jih sistem kot tak. Ravno, če se vrne spet nazaj sistema, ne, tudi, v to rigidnost. In je res škoda. Še zadnje vprašanje. Ste bili presenečeni, kajti vem, da ko ste bili še otrok, ne, ste se igrali učiteljico in imeli doma nekakšne razrede po sobah. Ne. Kako pogrešate dejansko učilnico? Recimo, kako vemo, da vas čakajo tečaji v naravi, ampak učilnica je le učilnica. Ja, mislim, moje srce v veliki meri je ravno v učilnici in zelo rada sem, seveda že s tem, ko sem kot osnovnošolka zasnovala to svojo šolo v domačem okolju, rasla s to idejo, da je poučevanje velik del mene in tudi, ko sem, seveda skozi leta, ko sem poučevala in kasneje v zadnjih letih vodila šolo, sem vedno, če je bilo možno, šla v razred. In tudi zdaj, ko sem se v novembru sem bila ponovno na severu in sem obiskala šolo, ki sem jo vodila in je ravnateljica rekla, ravno prav, a enega učitelja danes nima. In sem rekla, z veseljem grem poučevati. In sem šla v razred in sem bila tam z učenci in se mi zdi, da je nujno potrebno tudi to iz tega črpati ves čas. Tudi zdaj, ko v Sloveniji snujem novo šolo, nov vrtec, ko snujem seveda pač tudi
ta predavanja po celi Sloveniji si res vedno stremim k temu, da si aktualen, da si ves čas povezan s tem, kar v resnici res doživljajo ti otroci in zaposleni in seveda družba kot taka, ki tudi narekuje nek ritem šoli. Ja, Lea Codnar, hvala, da ste bili naša gostja in hvala, da ste nas znova nekaj naučili. Z velikim veseljem in ne pozabi, da se tikava. Lea, hvala ti. Ja, hvala tudi vam, ker ste bili z nami in tudi, da smo nekaj novega odnesli, se precej stvari naučili, kar se tiče švedskega šolskega sistema in širše. Tako da ja, sicer pa vedno dobrodošli na domovina.je, na naših družabnih omrežjih in lep dan vam želimo še naprej, kjerkoli že ste.